Pozdravljeni ljubitelji investiranja, trajnosti in vsega, kar povezuje ta dva svetova. Dobrodošli v novo sezono vašega podcasta Triglav skladi Stockcast. V prejšnji sezoni smo raziskovali dinamiko svetovnih trgov in skrivnosti uspešnega investiranja. Sedaj pa se vračamo z vsebinami, ki so bolj aktualne kot kdajkoli prej, trajnostjo. Danes imamo čast gostiti izjemno gostjo, Živo Jezernik, strokovnjakinjo za trajnostni razvoj na področju vzajemnih skladov. V svetu, kjer se vse bolj zavedamo pomena trajnostnega razvoja in kjer se finančni sektor sooča s številnimi izzivi, je Živa v naši družbi ena izmed tistih specialistov, ki postavlja smernice in oblikuje prihodnost našega trajnostnega razvoja. Pozdravljena, Živa. Zdravo, Matjaž. Hvala za vabilo. Živa, lepo pozdravljena. Moram priznati, da sva zelo vesela, da si danes z nami. Hvala, Aleksandar, tudi jaz. Z veseljem spremljam vse vajne podcaste in so res super vsebine. Hvala. Hvala, Živa. Pa če gremo lahko k prvemu vprašanju. Kaj je zate trajnost? Kako bi to opredelila? Kakšna je tvoja definicija trajnosti? Super vprašanje. V zadnjem času kar pogosto poslušamo o trajnosti, o ESG in podobnih izrazih. Kaj pa to pravzaprav zares pomeni? Razlaga pravzaprav je precej enostavna. Gre za način našega delovanja, za način našega življenja, ki nam omogoča, da lahko kot človeštvo zadovoljujemo svoje potrebe in s tem tudi ne ogrožamo zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Kako pa bi povezala trajnost in industrijo investiranja, bolj konkretno industrijo vzajemnih skladov, kje je ta povezava, je močna, šibka? Ta povezava se spreminja. V preteklih desetletjih je namreč kar nekaj časa veljalo, da je investiranje namenjeno predvsem temu, da z določenim vložkom dosežemo kar največji možen donos. To pomeni, da so vlagatelji in potem tudi v njihovem imenu finančne inštitucije pravzaprav iskali investicije, ki bi lahko prinesle največji možni finančni donos. In v tem kontekstu upoštevanje morebitnih negativnih vplivov na okolje, družbo, kršitev človekovih pravic niti ni bilo nekaj, kar bi zahtevalo posebno pozornost. Se pa seveda v zadnjih desetletjih naše razumevanje sveta, okoliščin pomembno spreminja. Vidimo, zaznavamo, da bodo tako imenovani trajnostni dejavniki vedno pomembneje in pogosteje vplivali na naše življenje, na naše investicije in tudi na njihovo vrednost. Iz tega naslova se je potem iz tako imenovanih klasičnih financ razvil tudi pojem trajnostnih financ, kjer gre pravzaprav za način sprejemanja investicijskih odločitev, ki poleg ostalih dejavnikov upošteva tudi trajnostne vidike. Zdaj, če mogoče še pogledamo, kakšen je pogled za naprej, glede na to, da se to področje zelo hitro razvija, da tako regulatorne inštitucije kot same finančne inštitucije in tudi vlagatelji tovrstnim dejavnikom pripisujejo vedno več pomena, lahko tudi pričakujemo, da se bo s časoma zgodilo, da niti ne bomo več govorili o pojmu trajnostnih financ, ampak da bo upoštevanje tovrstnih vidikov nekaj običajnega, ter da se bosta področji tako imenovanih klasičnih in pa trajnostnih financ pravzaprav ponovno združili v enoten koncept. Kakšne pa so zdaj glavne ovire za večjo vključenost trajnostnih praks v industriji vzajemnih skladov? Pravzaprav mogoče se dostikrat niti ne zavedamo, da se je v preteklih letih na tem področju res ogromno naredilo in ogromno razvilo. Tako naprimer, če pogledamo trg evropskih vzajemnih skladov, lahko trenutno opazimo, da že več kot polovica naložb pri sprejemanju investicijskih odločitev upošteva trajnostne vidike. To je torej velikanski premik. V čem oziroma kje bi lahko rekli pa, da je ovira, da se te spremembe ne dogajajo še hitreje in pa še močneje? Razloge za to verjetno lahko iščemo v podobnih okoliščinah, kot to velja tudi za ostale panoge, če gledamo področje energetike, avtomobilske industrije in tako naprej. Ljudje se namreč precej težko spreminjamo, imamo neke ustaljene načine delovanja, poslovanja in te spremembe se
ponavadi ne dogajajo tako hitro in učinkovito, kot bi si mogoče v nekem idealnem svetu želeli. Se potem podjetja, ki so v lasti različnih skladov, ki zasledujejo trajnostne cilje, potem spreminjajo zaradi tega? Moj odgovor bi bil vsekakor. Na splošno velja, da je finančna industrija tista, ki ima izjemno pomembno vlogo v tako imenovanem zelenem prehodu, se pravi v smeri ustvarjanja bolj trajnostne prihodnosti. Zakaj? Mi kot panoga investiramo v projekte oziroma v podjetja, ki se šele bodo zgodili v prihodnje. In s tem vplivamo na to, kakšna ta prihodnost bo. Vsakič, ko sprejmemo investicijsko odločitev, s tem tudi opravimo izraz podpore oziroma izražamo odsotnost le-te določenim načinom delovanja teh podjetij, v katere vlagamo. Prej se je menjala tudi regulacijo in zakonodajo. A bi mogoče kaj izpostavila? Se ti zdi to, kar se nagaja na tem področju, ustrezno, primerno, ali pa mogoče kaj primanjkuje? Hvala, Aleksander. Zelo zanimivo vprašanje. Toliko, kar jaz spremljam področje trajnostnega financiranja in tudi sicer zelenega prehoda, razumem kontekst na sledeč način. Dokler smo bila podjetja, finančne inštitucije in pa tudi posamezniki prepuščeni prostovoljnim iniciativam, da svoj način delovanja in poslovanja spremenimo, to nažalost ni prineslo nekih želenih rezultatov. To vrstne iniciative niso dosegle večjega dosega in tudi ne širšega poslovnega okolja. Ko je prišlo do sprememb, tukaj govorim predvsem na nivoju Evropske unije, jasno zastavljenih ciljev Evropskega zelenega dogovora in iz tega izhajajočega zakonskega oziroma regulatornega okvirja, pa je to pomenilo začetek na nek način tektonskih premikov, najprej na področju finančne industrije, ki se potem tudi prelivajo v realni sektor. Tako da se je na žalost izkazalo, da očitno smo potrebovali neke minimalne standarde delovanja, neko jasno usmeritev, da je na to pot sprememb potrebno stopiti. Seveda pa, kot vedno, ta pravila, ta regulativa niso brezhibni, niso idealni, lahko najdemo marsikaj, kar bi si morda želeli, da je drugače. Gre pa vsekakor za korak v pravo smer in tudi prepričana sem, da se bojo ta pravila z prihodnjih letih, desetletji tudi precej jasno izkristalizirala in da bodo tudi mogoče neke začetne težave vsaj v večji meri odpravljene, tako da bo lahko s tem okvirjem dosežen tudi končni cilj, ki pa je prehod na drugačen način poslovanja. Agendo 2030 za trajnostni razvoj je leta 2015 sprejelo 193 držav članic Združenih narodov in z njo so opredelili 17 razvojnih ciljev, da bi zgradili okvir globalnega razvoja. Te cilji predstavljajo univerzalni okvir za odpravo revščine, zaščito planeta in zagotavljanje blaginje za vse ljudi do leta 2030. In te cilji so konkretnejši in merljivi, teh 17 ciljev. In zanima me, katere cilje trajnostnega razvoja Združenih narodov zasledujemo v naši družbi, kako smo se za to odločili in kako se to odraža pa tudi na naših portfeljih. Super, Matjaž. Res je, poleg Evropskega zelenega dogovora je zelo pomemben mednarodni okvir v smeri trajnostnega delovanja tudi omenjenih 17 ciljev Združenih narodov. Ko smo se naši družbi odločili, da pravzaprav gremo v strateško spremembo, na nek način v transformacijo našega delovanja v smeri trajnostnega poslovanja, smo zelo jasno definirali tudi našo trajnostno strategijo. Ta trajnostna strategija ne opredeljuje samo tega, kako bomo te cilje dosegali, ampak je v veliki meri namenjena tudi temu, da pojasnjujemo, zakaj to počnemo. Moje mnenje je namreč, da se je vse skozi potrebno vračati k vprašanju, zakaj. Saj, če se preveč usmerimo na vprašanje, kako se nam lahko v kompleksnem svetu kar hitro zgodi, da skrenemo s poti, mogoče nam zmanjka motivacije in se lahko potem spremembe prehitro ustavijo. Zdaj, eden od korakov pri vprašanju, kako, oziroma celo eden izmed prvih v naši družbi,
Pa je bilo tudi to, da smo si želeli biti konsistentni in kredibilni v tem, kaj na področju trajnosti počnemo tudi mi kot družba. Se pravi, da najprej smo mi tisti, ki delujemo trajnostno in takšni smo, in potem v naslednjih korakih je seveda tudi smiselno in ustrezno pričakovati, da to lahko pričakujemo od naših naložb. Ta namen smo opredelili politiko trajnostnega poslovanja, kjer smo tudi jasno definirali 6 ciljev Združenih narodov, h katerimi lahko z svojim delovanjem prispevamo, in tudi izbrali jasno merljive kazalnike za opredelitev načina, kako potem doseganje teh ciljev lahko spremljamo. Ključna področja so dostojno delo in gospodarska rast, naslavljanje podnebnih ukrepov in s tem klimatskih sprememb, enakost spolov, kakovostno izobraževanje, zdravje in dobro počutje in pa odgovorna poraba. Zdaj, te cilje je bilo potrebno definirati tudi zaradi tega, da bolj jasno opredelimo, kaj za nas kot družbo trajnost pomeni. Trajnost je namreč zelo vseobsegajoči koncept in lahko za marsikoga pomeni tudi različne, lahko celo med seboj izključujoče se stvari. Tukaj, na primer, jaz rada večkrat povem primer, da lahko nek sklad s pozitivnim vplivom v lasti konzervativnih vlagateljev tak pozitiven vpliv meri na način, da vlaga v družbe, ki preprečujejo uporabo kontracepcijskih sredstev. Medtem ko, na primer, določen sklad v lastih liberalnih vlagateljev lahko želi dosegati ravno nasprotni cilj. In v ta namen, se pravi tudi, da bi zožali našo pozornost in da bi lahko potem bili bolj uspešni pri doseganju naše trajnostne transformacije, smo definirali omenjenih 6 trajnostnih ciljev, ki so potem tudi podlaga za našo politiko odgovornega investiranja. V naši politiki odgovornega investiranja se tako na področju okolja primarno v tem trenutku osredotočamo na področje podnebnih sprememb. Verjamemo namreč, da je to tisti največji, najbolj pereči problem človeštva in sveta, s katerim se danes soočamo in ki ga je treba primarno nasloviti. To ne pomeni, da nismo mnenja, da ostali okoljski vidiki niso zelo pomembni in zelo pereči, in velja tudi, da bomo v prihodnjih letih naši politiki odgovornega investiranja dodajali tudi druge okoljske vidike. Problematika trajnostnega razvoja in konkretno trajnostnega investiranja in trajnostno usmerjenega delovanja investicijskih družb. Ta problematika je zelo kompleksna in zahteva kar veliko razmišljanja in tudi izobraževanja. Bi kaj izpostavil, kaj smo mi v družbi naredili na tem področju, torej kakšne so bili te predkorake, ki so bili potrebne, da smo sploh prišli do tega, da govorimo skupni jezik in da lahko oblikujemo svoje lastne stališče. Kot tudi sam veš, da si v naši družbi nosilec, mislim, da največjega števila mednarodnih priznanih certifikatov, je bil eden od prvih korakov ravno to, da smo si priznali, da je trajnostno investiranje za nas nekaj novega. Gre za široko, kompleksno, zahtevno področje in pomembna podlaga, da se lahko naslavljanja takih poslovnih izzivov uspešno lotiš, je vsekakor neka skupna podlaga znanja. Zato je bil eden od prvih korakov naše trajnostne strategije, da smo si želeli pridobiti več znanja iz tega področja. Tako imamo danes v naši družbi kar 8, se pravi, če pogledamo glede na to, da je v naši družbi približno 70 zaposlenih, več kot 10% zaposlenih, torej mednarodno priznanih certifikatov iz tega področja. Od CESGE, se pravi certifikata Evropskega združenja analitikov, do ESG CFA certifikatov, GARP certifikata za področje klimatskega investiranja in pa certifikatov Frankfurtske ekonomske šole. Tukaj mogoče niti ne gre za papir, ali kot bi rekla, za certifikate, kot se včasih sliši, ampak gre res za grajenje temeljev razumevanja, kaj trajnost je, na kak način se lahko ustrezno naslavlja, zato da potem iz teh konceptov
kot si že sam omenil, nastane neko skupen način razumevanja, pojmovanja, način, kako lahko začneš skupaj naslavljati težave in potem vse te tematike opredeliti kot specifične za tvojo družbo, specifične za tvoj način investiranja in da jih potem lahko tudi ustrezno implementiraš. Poleg izobraževanja teh posameznikov, ki ste nosilci tega trajnostnega prehoda v naši družbi, smo res velik poudarek dali tudi izobraževanju vseh zaposlenih. To pomeni, da smo vse skozi kontinuirano izobraževali vse zaposlene o naši trajnostni strategiji, o tem, zakaj to počnemo, kako to počnemo, kateri koraki so bili uspešni in zaposlene vključevali tudi v samo definiranje naših ciljev, ki jih želimo dosegati. To izobraževanje postaja vedno bolj specifično, saj smo v vmesnem času razvili tudi politiko odgovornega investiranja, tako da ta znanja kontinuirano prenašamo tudi na vse naše sodelavce in pa tudi na širšo skupnost. Kaj pomeni to širšo skupnost? Mi sodelujemo z številnimi zunanjimi partnerji in organizacijami, tako smo na primer v sodelovanju z medijsko hišo Delo sodelovali pri pripravi kapitalskih trgov prav na temo trajnostnega prehoda. Z Slovenskim združenjem družb za upravljanje smo organizirali celodnevni dogodek na temo trajnostnih financ. V sodelovanju z ponudnikom podatkov Bloomberg smo izvajali to vrstna izobraževanja. Večkrat smo bili tudi udeleženci pri predmetih na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer tudi spodbujamo raziskovalno delo študentov za področja trajnostnih financ in trajnostne ekonomije, tudi z nagradnim razpisom za najboljša magistrska dela z tega področja. Kot del našega trajnostnega razvoja smo tudi pristopili načelom Združenih narodov za odgovorno investiranje. Bi lahko kaj več povedala, kaj se je spremenilo s tem pristopom, tej globalni pobudi? Kot že omenjeno, v naši trajnostni strategiji se nam je najprej zdelo pomembno, da smo kredibilni in konsistentni v našem pristopu k trajnosti. V naslednjem koraku pa smo se odločili, da želimo v tem strateškem obdobju našo celotno produktno paleto prenesti na način, da se pri investicijskih odločitvah upoštevajo trajnostni vidiki. Dodali pa bi tudi en produkt, ki bo imel pozitiven vpliv na izbran trajnostni cilj. Ker pa smo želeli, da je ta naša odločitev še bolj nekako jasna, javno izražena in podprta, smo pristopili k tako imenovanim smernicam Združenih narodov za odgovorno investiranje. Gre pa za mednarodno združenje in lastnikov finančnega premoženja in upravljalcev finančnega premoženja, ki je trenutno nek zlati standard na svetu in kjer so pravzaprav udeleženi oziroma so pristopniki, bi lahko skoraj da rekli vsi, ki v finančnem svetu nekaj pomenijo. Za nas je bil ta pristop pomemben ne samo z vidika javne zaveze, ampak tudi z vidika pristopa do znanja, do kontaktov, ki ga ta organizacija omogoča. Omogoča namreč stike z ljudmi, ki se s tem področjem ukvarjajo, in to je za nas res izjemna priložnost, saj si želimo, da bi se to naše področje še vztrajno nadgrajevalo in da se ne bi zadovoljili z nekimi manjšimi premiki, kar pa je vsekakor koristno, če imaš kar naprej primerjavo s tistimi, ki so v teh segmentih najboljši. Tudi sami pri sebi si velikokrat v Sloveniji poiščemo tolažbo, mi smo majhni, mi ne moramo biti konkurenčni. Pristop k taki organizaciji pa ti omogoči ravno to, da lahko najdeš podobna podjetja, podobne velikosti in kompleksnosti in si nekje na nek način lahko postaviš tisti cilj, ki je v sebi pa lahko bil, če bi dejansko na tem področju, glede na svoje omejitve, bil najboljši, kot je to mogoče. In pa še tretji zelo pomemben vidik pristopa k tej organizaciji pa se nanaša na poročanje. Poročanje se velikokrat tudi razume kot mogoče na nek način ne bodi ga treba,
Verjamem pa, da je ključni del vsake pomembne spremembe. Omogoča ti namreč, da res razumeš, kje si na določeni poti, da dobiš tudi neko povratno informacijo za lastni način delovanja in da lahko na novo opredeliš svoje pristope. Organizacija Združenih narodov pričakuje od vseh pristopnikov redno letno poročanje in tudi nudijo zelo dobro povratno informacijo o tem, kaj posamezna družba dela dobro oziroma kje so nadaljne priložnosti za izboljšave. In to se nam zdi izjemnega pomena, saj so ocenjevalci izkušeni ljudje in nam bo lahko to omogočilo, da bomo v prihodnje še bolj uspešni in še bolj ambiciozni v naših načrtih. Ja, mogoče z moje strani nekoliko bolj kontroverzno vprašanje, ker sem ga tudi jaz marsikdaj večkrat slišal. A gre tukaj samo za marketing? Je to samo oglaševanje? Zakaj to sploh počnemo? Saj, jaz razumem, zakaj to počnemo, razumem pa, zakaj ljudje imajo tako vprašanje. Kako to predstaviti, da je to po eni strani razumljivo in po drugi strani, da ljudje nam res lahko zaupajo, da dejansko počnemo, izvajamo to, kar predstavljamo navzven, to, kar med drugim tudi oglašujemo. V preteklosti smo že videli primere tega, kako so bile investicijske družbe pod žarometi zaradi tega, ker niso bili najbolj spretni pri komunikaciji. Kako se izogniti temu in zakaj sploh do tega prihaja? Saj ne verjamem, da je to vedno posledica želje, da bi na napačen način, na iskriven način predstavili svoje delovanje s tem, da bi pridobili zaupanje strank. Imaš kakšno mnenje glede tega? Ja, vsekakor. Hvala, Aleks. Zelo pomembno vprašanje. Mi kot finančne inštitucije pravzaprav delujemo na podlagi zaupanja. Kaj je naš poslovni model? Ljudje nam zaupajo svoj denar in mi v njihovem imenu potem s tem denarjem upravljamo. Tako da je zaupanje tisti ključni pojem, ki si ga mi moramo prislužiti. Tako da moj pogled je, da če nam ljudje ne zaupajo oziroma če si želijo več informacij od nas, je na naši strani, da to zaupanje zgradimo, da podamo dodatna pojasnila in da upamo, da nam ga bojo stranke pripravljene nuditi. Seveda pa se tudi vse skozi zavedamo, da je to zaupanje zelo krhko in moramo res vse skozi in konsistentno delati na način, da si ga lahko zaslužimo in da ga tudi obdržimo. Zdaj, kar se pa tiče trajnosti na splošno, pa se na splošno v javnosti ne samo toliko vezano na sektor finančnega posredništva pojavlja res veliko dvomov, vprašanj. To verjetno izhaja tudi iz desetletja načina delovanja naše družbe kot celote, ne samo podjetij. Tako da bodo to zaupanje v celoti morale graditi verjetno tudi politične inštitucije, pravne inštitucije, šolstvo in tako naprej. Mi pa seveda z veseljem prispevamo svoj delež. Kar pa se tiče odločitve, zakaj mi to počnemo, pa kot že prej omenjeno, je ravno to vprašanje tisto, ki smo mu namenili zelo veliko pozornosti pri pripravi naše trajnostne strategije. Poleg že omenjene zelo pomembne vloge finančnega posredništva in s tem družb za upravljanje premoženja kot predpogoja za uspeh zelenega dogovora, pa smo konkretizirali tudi 3 jasne razloge, zakaj to počnemo na nivoju naše družbe, se pravi nas kot Triglav skladov. Glede na to, da je prišlo do te velike regulatorne spremembe, ki smo jo že omenjali,
smo bili namreč soočeni z dejstvom, da bodo naši stroški regulatornega poročanja enaki, ne glede na to, ali bomo pri svojih odločitvah trajnostne vidike upoštevali ali ne. Na nas pa je bila izbira, ali jih bomo v tem trenutku kljub temu implementirali v naše interne procese in s tem zgradili tudi spremembo. Na ta način pa zmanjšali tudi tveganje ugleda, saj bomo strankam lahko predstavljali, kaj na tem področju dejansko delamo. Ko pa smo se začeli stopati po korakih te odločitve, pa je prvo vprašanje, ki se je pojavilo in ki se pravzaprav še dan danes v pogovorih prav že napove, ko pričneš to vrstne pogovore, ampak kaj pa finančni donosi? Stranke pridejo k nam po finančni donos, če bomo upoštevali trajnostne vidike, ali se bodo morale stranke le tem odpovedati. Kot že omenjeno, naša pričakovanja sveta se spreminjajo, vidimo lahko, da to vrstni vidiki zelo pomembno vplivajo na naše življenje, delovanje in s tem tudi na vrednosti finančnih naložb. To pa ni samo naše opažanje, saj je bilo na to temo narejenih res na stotine študij, tako znotraj panoge kot znotraj akademske sfere, in študije so v svojih zaključkih si edine, da ob upoštevanju trajnostnih vidikov se ne odpovemo finančnim donosom. Celo nasprotno, na ta način boljše prepoznavamo in merimo materialna tveganja. Tveganja pa, kot vemo, so v finančnem svetu le druga plat istega kovanca kot finančni donosi, tako da je to vrsten način investiranja tudi po finančnem vidiku v korist naših strankam. Naslednja pomembna točka, zakaj smo se za tak način delovanja odločili, je povpraševanje strani strank. Študija PwC iz leta 2021 je nakazovala, da leta 2022, se pravi preteklo koledarsko leto, v Evropski uniji 83% institucionalnih vlagateljev, institucionalni vlagatelji so zavarovalnice, pokojninske sklade in tako naprej, ne bo več pripravljenih investirati v finančne produkte, ki trajnostnih vidikov ne bodo upoštevali. Lahko si le predstavljamo, da je ta številka v letošnjem letu še višja. Razlogi za to so pravzaprav preprosti. Po eni strani za te institucionalne vlagatelje velja enak regulatorni okvir, ki je vplival na nas, po drugi strani pa tudi na njihovi strani eksponentno narašča zavedanje in znanje o tem, kako pomembno tovrstni dejavniki vplivajo na naše investicijske odločitve in na prihodno vrednost teh naložb. Pa ne samo institucionalni vlagatelji, tudi fizične osebe iz leta v leta so bolje poučene, bolj se zavedajo pomena teh dejavnikov. Nažalost, tudi kot posledica ekstremnih vremenskih dogodkov, ki smo jih pričali v Sloveniji, nedavnih poplav, lanskoletnih požarov, lahko vidimo, da res ti vplivi pomenijo pomembno uničenje tudi finančne vrednosti, tako da se povečuje tudi zavedanje fizičnih oseb. Tu se predvsem izpostavlja mlajše generacije, ki so tako imenovanim nefinančnim vidikom vlaganja še posebej naklonjene. Je pa zanimivo, da smo pri upravljanju naših lastnih internih raziskav ugotovili, da je naklonjenost k tovrstnim naložbam v Sloveniji zelo izrazita tudi v starostnem segmentu nad 50 let. To pa so seveda tudi vlagatelji, ki razpolagajo z največjimi presežki finančnih sredstev, in do podobnih ugotovitev so prišli v svojih raziskavah tudi študenti ekonomske fakultete. In pa še zadnja, ampak vsekakor ne zanemarljiv dejavnik, so spremembe v širši družbi. Imamo Evropski zeleni dogovor, imamo ameriškega predsednika in njihove finančne pakete za spodbujanje zelenega prehoda, imamo mednarodna srečanja COP in tako naprej. Seveda smo lahko kritični in velikokrat ponovimo, da bi te spremembe se lahko dogajali hitreje, močneje, pa vendarle, če se postavimo nekaj desetletij nazaj, se zdijo te stvari skoraj da nepredstavljive. In mi kot družba si želimo biti del teh sprememb,
povečati verjetnost njihovega uspeha, ne pa le nek kritičen zunanji opazovalec, saj smo del tega širšega okolja in se tega zavedamo in želimo k trajnostni prihodnosti tudi prispevati toliko, kolikor je to mogoče. Vsako podjetje, vsako vodstvo, če začne o tem razmišljati, če začne iskati povezave, kaj sploh vpliva na odločitve strank, kupcev, kako to podjetje vpliva, mogoče ne zdaj, ampak čez 5 let, čez 10 let, vpliva na ljudi, ki imajo sredstva, ki imajo denar, ki mogoče imajo željo ali pa je nimajo. To pomanjkanje želje, pomanjkanje sredstev, na to lahko podjetje lahko vplivajo s svojimi odločitvami. In mogoče predolgo vprašanje, ampak zakaj tega ni toliko? Zakaj tega ni dovolj? Zakaj razmišljamo kratkoročno? Zakaj ne razmišljamo nekoliko bolj kompleksno? Ne iščemo povezave, ki se mogoče pojavijo ne čisto tako, ampak nekje drugje, nekje čez 5-10 let. A je to naš problem hitrega življenja, da samo razmišljamo o tem, kaj se bo zgodilo naslednji teden, naslednje leto, naslednje četrtletje? A je to se to spreminja ali pa ostajamo še vedno tam, kjer smo bili 50 let nazaj? Jaz mislim, da gre za zelo obsežno spremembo, v bistvu na bolj kot morda deluje na prvi pogled. In jaz se zelo rada pojasnim na nekog daljši način. V človeškem svetu poznamo različne tipe problemov. Od enostavnega problema, kjer se odločamo po neki binarni odločitvi, da ne, do kompliciranega problema oziroma nekje na skrajnem repu teh kompleksnih problemov pa ležijo tako imenovani zlovešči problemi. Mogoče nekoliko neposrečen ali pa posrečen prevod angleškega izraza wicked problems. Gre pravzaprav za probleme, ki nimajo sami po sebi definicije, imajo pa 10 pogojev, ki jih mora posamezen problem izpolnjevati, če ga želimo opredeliti kot takega. In zanimivo pri trajnosti oziroma pri prihodu na trajnostni načine delovanja je, da ta problem vsebuje oziroma ustreza prav vsem izmed teh 10 pogojev. Kaj te pogoji so? Prvi je, da ga ne moremo jasno definirati. Različni deležniki v tem procesu imajo različen pogled na to problematiko, ki izhaja iz različnih vrednot. Tako je lahko pogled delničarja naftnega podjetja, ne lahko, ampak je, pomembno drugačen od pogleda lokalnega prebivalstva, kjer se neko, naprimer, okolju neprijazno črpanje izvaja, ali pa tudi populacije prihodnjih generacij, ki bodo živeli z posledicami podnebnih sprememb. Dodatno pri teh problemih velja, da so strateški in da se tičejo vsakega izmed nas. Ko pa jih rešujemo, pa ne brez izjeme pride do novih težav. Se pravi, ne gre za eno rešitev, ampak gre za proces in zato je to pomembno vračanje v vprašanju zakaj in ne kako. Če ponazorim s primerom, vidimo, lahko spremljamo Evropsko unijo, kako rešuje težave na področju kmetijstva oziroma želi si zaščititi po eni strani naslavlja podnebne spremembe, izgubo biotske raznovrstnosti, odpira pa nove težave, se morajo kmetje spremeniti, sprejeti nove načine delovanja in poslovanja in se lahko na primer s tem posledično tudi ogrozi proizvodnja hrane, če te rešitve niso ustrezne. Teh kriterijev je še več in mogoče lahko enkrat posebej namenimo tudi temo prav kompleksnih problemov. Odgovor pa zato nekoliko daljši, ker
je res ključno razumevanje, da trajnost je zlovešč problem. Njegovo naslavljanje ne bo imelo enostavnih rešitev. Zelo pogosto namreč naprimer dobimo vprašanje, ampak kako točno naj implementiram trajnost v svoj poslovni model. Takih enostavnih odgovorov ne bo in mogli se bomo naučili sprejemati. Pomembno seveda lahko pomaga in prispeva nek skupen bazen znanja, kot smo že omenjali, kot je bil tudi eden prvih korakov v naši družbi. Dolgoročen pogled. V trenutku, ko naš fokus predstavimo iz enoletnega na neko daljše obdobje, ima precej več smisla, da se začnemo na takšen način obnašati. In pa tudi način vodenja družb, podjetij z jasno definiranimi vrednotami. Vrednote so namreč tiste, ki nam pri takih odločitvah lahko služijo kot kompas pri odločanju, kaj je prav in kaj je narobe. Brez njih pa se lahko pri reševanju tako kompleksnih izzivov res zelo hitro izgubimo, morda tudi obupamo in se spet vrnemo na ustaljen, nam dobro znan način delovanja. Torej se ne smemo ustrašiti in moramo biti pogumni in prepričani, da lahko vplivamo. Nedvomno pa je ključen pri tem tudi pogum. Pogum pa v veliki meri lahko izhaja ravno iz odgovorov na vprašanje, zakaj. Se pravi, če se zavedamo, kaj s tem naslavljamo, kaj s tem prispevamo, smo tudi lažje motivirani, da se s takimi izzivi spoprijemamo. Ja, mogoče še eno zanimivo in mogoče tudi spet kontroverzno vprašanje. Jaz, ko spremljam situacijo in pri nas v Sloveniji in tudi širše gledano globalno, kaj se dogaja na področju investiranja, nekako opažam, da veliko pozornosti dajemo podnebnim spremembam in to z razlogom. Veliko pomembnosti in pozora namenjamo tudi družbeni problematiki, kar je tudi razumljivo in po mojem je vsekakor treba to nasloviti. Nekoliko manj pozornosti pa dajemo problemu biotske raznovrstnosti. Ti si danes omenjal to, ampak to nekako ta problematika, nekako se vsi strinjamo, da je to izjemno pomembno, ampak po drugi strani pa nekako ne moremo to prijeti. Ni prav veliko investicijskih družb, ki bi imeli ne samo stališče do tega, ampak tudi rešitev oziroma finančni produkt, ki bi tako ali drugače naslavljal to problematiko. Sicer situacija se spreminja, ampak vseeno to je zelo, zelo zanimivo in jaz osebno vidim par razlogov za to. Kakšno pa je tvoje mnenje? Zakaj je situacija takšna, kakršna je in ali misliš, da se bo to prihodnje spremenilo? Super vprašanje, Aleksandar. Res je, trenutno v investicijskem in finančnem svetu se je naslavljanje podnebnih sprememb že v veliki meri sistematiziralo. Kaj to pomeni? Nekako smo opredelili precej jasne, merljive korake, na kak način lahko družbe poslujejo, da lahko rečejo, da prispevajo k reševanju podnebnih sprememb. To se ni zgodilo čez noč, to je posledica desetletja oziroma več dela. Je pa zdaj način, kako k temu pristopiti, veliko bolj standardiziran in veliko bolj jasen in s tem tudi olajša družbam, da se lažje odločajo za pristop k doseganju tega nefinančnega cilja. Posledice so tudi zelo jasne, neposredno vidne, od samih ekstremnih vremenskih dogodkov do pričakovanih masovnih migracij in tako naprej. Moje mnenje je, da
da toliko družb upošteva klimatske spremembe oziroma da želi pozitivno naslavljati te dogodke v prihodnje, da je dobra novica in da je dobra stran in da tudi dokazuje, da lahko te tako imenovane zlovešče probleme kot človeštvo, če jih dovolj časa naslavljamo in iščemo rešitve, tudi ustrezno sistematiziramo in s tem omogočimo še širšemu krogu podjetij, da sodelujejo pri njihovem reševanju. Področje biotske raznovrstnosti pa je nekoliko, bi lahko rekli, novo področje v tem spektru. Ne poznamo ga še dovolj dobro, ne razumemo ga dovolj dobro. Tudi velikokrat se vprašamo, kaj ima biotska raznovrstnost z ekonomijo. Tukaj je odgovor marsikaj. Že mi kot ljudje pravzaprav iz zdravega ekosistema dobimo vse, kar potrebujemo za svoje preživetje. Pa naj bo to voda, hrana, zrak, energija. Dodatno pa tudi velja, da danes še vedno več kot polovica bruto družbenega proizvoda na svetu je ustvarjena na podlagi naravnih virov. Sektorji, ki so tukaj najbolj pod vplivom, so kmetijstvo, gradbeništvo, proizvodnja hrane in pijač. Tako da ti aspekti so pomembni tudi iz strogo ekonomskih vidikov in morda že ta osnovna povezava ni vedno najbolj jasna. Kar pa se tiče načina naslavljanja teh sprememb, tudi sama to področje v tem trenutku preslabo poznam. Naš namen je, da ga ustrezno naslovimo vse v okviru enega produkta, bomo pa zelo verjetno prišli do ugotovitev oziroma že zdaj prihajamo, da za namen reševanja takih izzivov potrebujemo tudi ljudi, ki imajo več znanja z področja biologije, geografije, agrarne znanosti in tako naprej, tako da se bo verjetno mogel tudi ta bazen znanja ustrezno dopolniti. Sem pa precej prepričana, da je to tista naslednja pomembna investicijska tema, ki bo sledila področju klimatskih sprememb tudi na globalnem nivoju. Ja, se strinjam. Jaz tudi mislim, da v veliki meri je to posledica tega, ker je to relativno nova vsebina, relativno novo področje. Še ni toliko podatkov, še ni toliko znanja in se mi zdi, da je to področje, kjer bo potrebno veliko narediti. Sem pa zelo vesel, da že takrat, ko naslavljamo podnebno problematiko, včasih tudi pozitivno vplivamo oziroma rešujemo določene težave na področju biotske raznovrstnosti. Tukaj imam predvsem v mislih kmetijski segment. Kmetijstvo po eni strani ima kmetijstvo in živinoreja. To področje po eni strani ima izjemno visoke emisije in posledično tudi vpliv na podnebne spremembe, po drugi strani pa velik negativni vpliv na biotsko raznovrstnost. Tako da s tem, da iščemo načine, kako bi vzpostavili sistem nekoliko bolj trajnostno usmerjenega in vzdržnega kmetijstva in živinoreje, rešujemo oba dva problema hkrati. Te povezave obstajajo in sem zelo vesel, da ko rešujemo en problem, včasih rešujemo tudi več drugih problemov. Vsekakor pa to zahteva izjemno veliko znanja, to, kar si ti omenil, in to nas še čaka. In ne govorim samo o nas, kot družbe Triglav skladi, ampak nasplošno vseh nas, vseh ljudeh, vseh podjetjih in vseh investicijskih družbah. Vsekakor. Res je, ja. In zanimivo, da si to omenil. Pred časom sem brala članek, mislim, da je bil biolog avtor, je ravno to poudarjal, da so tudi oni tekom študija se vse skozi učili o podnebnih spremembah posebej, o biotski raznovrstnosti posebej, da gre pa verjetno za problem, ki je pravzaprav precej prepleten, če ne celo ena zgodba. Je pa naša človeška lastnost, da si želimo stvari zelo jasno definirati, strukturirati in nam je tak pogled očitno lažje. Ja, seveda, zdaj razmišljam, da tudi družbena problematika, situacija na področju človekovih pravic, dostop do hrane, do kakovostne hrane,
je temeljna človekova pravica in to je neposredno vezano na stanje na področju biotske raznovrstnosti. Tako da s tem, da hočemo reševati probleme na področju družbene neenakosti, preko slej pridemo tudi do tega, da moramo nasloviti izzive, ki se pojavljajo zaradi izjemno resnih izzivov in težav na področju biotske raznovrstnosti. Tako da res zelo, zelo prepleteno in zanimivo. Biotska raznovrstnost je po mojem mnenju eden od naših največjih zakladov, ki ga je potrebno posebej ščititi. Če pomislimo, da v naši galaksiji še nikjer nismo odkrili nebesno telo, ki ga izpopolnjuje fauna in flora, sem prepričan, da so rastline in živali okoli nas zares prava redka dobrina, kar nekaj tisoč svetlobnih let okoli nas. Živa, zahvaljujem se ti, da si se danes pogovorila z nami in držim pesti, da nam vsem skupaj uspe živeti in poslovati trajnostno. Najlepša hvala. Jaz sem zelo, zelo vesel, da smo se danes pogovorili glede teh tematik, problematik, nažalost. Sem zelo vesel, da bodo naši poslušalci poslušali tvoje mnenje, ker se mi zdi, da je izjemno pomembno in poglobljeno in s tem tudi širimo znanje in mogoče se zdi, da je to majhen korak, ampak dolgo pot se začne z enim majhnim korakom, tako da sem zelo vesel, da se pogovarjamo o takih stvareh. Hvala lepa, Živa. Hvala obema za priložnost, za super vprašanja, pa tudi za vse vajno dosedanje delo. Kar tako naprej. Podcast, ki ste ga poslušali, je informativne narave in ne predstavlja naložbenega priporočila oziroma investicijskega svetovanja. Je splošne narave in ne more upoštevati posameznih potreb poslušalcev.